in vsi prostori sami. In zimski veter plahuta nad temnimi vodami. Počasi noč se razdeli in iz neznatne rane se prvo jutro naredi in prvi dan nastane. Stopi se trdoživi hlad in duh ledino orje in je potrata in pomlad in reke grejo v morje. Hoja divjadi in zveri beži v rdeče zarje in tiha jelša koprni v šentjanževe viharje. Pohlevno vije se bršljan med sviti in večeri. In svet je velik in prostran in narejen po meri. Vi nas povedete v ta svet, vi nam ga razkažete, nas učite in poučite, opogumite in nam celo nerazložljivo z vzorom razložite. V tem je vsa vaša muka in privilegij, odgovornost in lepota enega najlepših in najbolj pomembnih poklicev od obstoja zavesti človeka, ki ohranja vedenje in znanje. Država, ki se ne zaveda pomena učiteljskega poklica, nima prihodnosti. Narod, ki ne ceni svojih učiteljev, se bo utopil v povodnjah časa. Zato ni nikoli dovolj in je potrebno ob vsaki priliki in času opozarjati na pomen in lepoto učiteljskega poklica. Ni večje priložnosti za to? Ni večje priložnosti za to, kot je današnja. Večer, ko podeljujemo najvišje nagrade v šolstvu Republike Slovenije. Spoštovana predsednica Državnega zbora, magistrica Urška Klakočar Zupančič. Spoštovani minister za izobraževanje, znanost in šport, dr. Igor Papič. Spoštovani predsednik odbora za podeljevanje nagrad Republike Slovenije na področju šolstva, dr. Boris Aberšek. Spoštovani visoki gostje in predvsem vi, spoštovane nagrajenke in nagrajenci, in dobrodošli na podelitvi najvišjih nagrad Republike Slovenije v šolstvu. V težkih časih epidemije ste se izkazali z inovativnostjo in prilagodljivostjo. Svojih učencev in učenk niste pustili na cedilu. Toda vaša profesionalnost in predanost delu ne smeta biti samoumevni. Morata biti spoštovani in nagrajeni, da vas bodo z veseljem in ponosom nasledili novi učitelji in učiteljice. Naloga države je, da za to vzpostavi pogoje. Naloga družbe pa, da z odnosom do učiteljskega poklica vzpostavi obče družbeno spoštovanje do ključnega področja narodne skupnosti, ki omogoča kakovosten razvoj družbe ter razvidno in uspešno prihodnost.
In kdo bi bil torej bolj primeren za slovesen nagovor kot predsednica hrama demokracije, kjer sprejemajo zakone? Spoštovana predsednica Državnega zbora Republike Slovenije, magistrica Urška Klakočar Zupančič, vljudno vas vabim k besedi. Najlepša hvala. Ja, tudi jaz bi še rabila kdaj, da me še malo poučijo, sem prišla malo prezgodaj na oder. Pa nič za to. Spoštovani minister za izobraževanje, znanost in šport, dr. Igor Papič, spoštovani nagrajenke in nagrajenci, učiteljice in učitelji, cenjeni gospe in gospodje. Oblika in proces poučevanja sta se v zgodovini spreminjala. Njegova ključna vloga, prenos znanja, pa ostaja enaka še danes. Če se lahko malo pošalim, v relativno kratkem času smo prišli od obdobja, ko so ljudje sedeli skupaj in od daleč opazovali oblake, starešine pa so na mlajše prenašale vse svoje znanje prek ustnega izročila. Do modernih časov informacijske tehnologije, ko predavanja potekajo na daljavo, preko spletnih platform, informacij in znanja pa je toliko, da oblake sedaj uporabljamo za shranjevanje podatkov. Spoštovani gospe in gospodje, šalo na stran. Iskreno sem namreč vesela, da imam čast, da vas danes lahko uvodoma nagovorim. Najvišja državna priznanja na področju šolstva, tako nagrade za izjemne dosežke kot nagrade za življenjsko delo, so priznanja z izjemno težo. So priznanja, spoštovani nagrajenke in nagrajenci, vašim prispevkom h kakovosti in razvoju področja vzgoje in izobraževanja oziroma več desetletnemu delu in trajnim prispevkom h kakovostnim, vsebinskim in sistemskim rešitvam na področju vzgoje in izobraževanja. Danes, že 29. leto zapored, obeležujemo Svetovni dan učiteljev, ki ga letos spremlja geslo Preobrazba izobraževanja samo z učiteljicami in z učitelji. Na posebnem tematskem vrhu o preobrazbi izobraževanja Transforming Education Summit, ki je potekal pred nedavnim zasedanjem Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku, je bilo izpostavljeno izobraževanje po svetu, ki se je po pandemiji koronavirusa znašlo v krizi. Kot sem razbrala, je bilo ocenjeno, da je kar 64% otrok starih do 10 let ne zmore prebrati in razumeti niti preproste zgodbe. Različne krize, kot so epidemija, vojne, posledice podnebnih sprememb, pa še dodatno vplivajo na možnosti izobraževanja. Učiteljice in učitelji ste v družbi nekdaj uživali visoko stopnjo zaupanja. Različni dogodki pa danes učiteljski poklic preizkušajo, zastavljajo vprašanja integritete, prevprašujejo dejansko vrednost poklica in njegov položaj v družbi. Tudi čas epidemije, ki je za več kot 2 leti ohromil svet in tudi našo državo, je področje vzgoje in izobraževanja izjemno izpostavil. Praktično čez noč ste bili postavljeni pred izziv, kako organizirati učni proces, kako čim bolje doseči zadane cilje, kako ohraniti motivacijo učencev, dijakov, študentov. Pričakovanja staršev, politike, družbe so bila velika. Kot mama sedaj 10-letnih dvojčkov vam lahko iskreno povem, da sem res zelo vesela, da pouk ponovno poteka normalno, v živo. Tu imam v mislih tako kvaliteto znanja, ki ga otroci pridobijo pri običajnem pouku, še posebej pa dodatno vrednost, ki jo ima šolsko okolje za otroka, in sicer za njihov socialni in siceršnji celostni razvoj. Spoštovani, menim, da je za kvalitetno organiziranje in izvajanje učnega procesa pomembno sodelovanje vseh deležnikov, stroke, države,
učencev, dijakov in študentov ter staršev, seveda. Nenazadnje pa tudi gospodarstva oziroma drugih panog, ki lahko s prepoznavo spreminjajočih se potreb s povratno informacijo odločevalcem bistveno pripomorejo k prilagoditvi učnih vsebin in programov glede na spremenjene okoliščine, kot so na primer tehnološki napredek, podnebne spremembe in starajoča se družba, če izpostavim samo nekatere. Pomemben element so tudi kvalitetni materialni pogoji za delo in s tem povezana dovoljšna finančna sredstva zanje, o čemer bo razpravljal tudi Državni zbor v prihodnjem mesecu ob razpravi in sprejemanju proračunskih dokumentov za prihodnji leti. Ob tem si želim, da predvsem stroka in politika pravočasno prepoznata tudi morebitne potrebe po poglobljeni vsebinski razpravi ter odprto naslovita sistemska vprašanja, pomembna za izboljšanje in razvoj šolstva. Pri čemer menim, da morajo predlogi rešitev in sprememb dozoreti tudi znotraj šolstva samega. Drage učiteljice in dragi učitelji, bodite drzni. Upajte si predlagati inovativne predloge. Bodite ponosni na svoje poslanstvo, na svoje dosežke, na ves trud, ki ga vlagate v mlade upe naše družbe. Otroci so naše največje bogastvo. Vzgajate bodoče voditelje, medicinske sestre, računalničarje, inženirje, jezikoslovce, mehanike, pravnike in številne druge poklice. A v prvi vrsti imate pred seboj mlade ljudi. Sama trdno verjamem, da ste njihov zgled in vzor, pogosto njihov moralni kompas in včasih edina oseba, na katero se zanesejo. Znanje je moč. Danes smo v družbi tistih, ki se tega zelo dobro zavedate. Hvala za vsa vaša prizadevanja in za resnično srčno opravljanje vašega poslanstva. Iskrene čestitke vsem letošnjim nagrajenkam in nagrajencem in iskrene čestitke vsem ob Svetovnem dnevu učiteljev. Hvala za vašo pozornost. Najlepša hvala za vaše besede, spoštovana predsednica Državnega zbora. Spoštovane nagrajenke in nagrajenci, verjamem in vem, da je bila v vaši skromnosti in predanosti delu novica, da boste prejeli najvišje priznanje presenečenje. In prepričan sem, da je bilo to presenečenje zelo lepo. Užijte tisti hip še enkrat, skladbo Presenečenja, ki vam jo bo zapel izjemni mešani mladinski pevski zbor Veter pod vodstvom Tereze Podlogar in ob spremljavi našega izbornega orkestra.
Karl Gustav Jung je zapisal: S spoštovanjem se oziramo na naše sijajne učitelje, s hvaležnostjo pa na tiste, ki so se dotaknili naših človeških čustev. Kurikulum je nujnost, toda toplina je potrebna rožam in otrokovi duši za rast. Tako eno kot drugo in še marsikaj presežnega je v vašem delu prepoznala Komisija za podeljevanje nagrad na področju šolstva za leto 2022, spoštovane nagrajenke in nagrajenci. Predsednik komisije, spoštovani dr. Boris Aberšek, vljudno vas vabim k besedi. Lep pozdrav vsem. Moram reči, da se zgodovina zopet ponavlja. Pred 3-4 leti sem pozabil očala doma, napisal sem si govor in brez očal nekako ni šlo. Ampak pravzaprav to je učiteljska pot. Učitelji v razredu moramo biti prvenstveno fleksibilni, moramo vedno imeti pripravljen prvi in drugi scenarij, kaj bomo naredili, če se bo karkoli zgodilo. Kar pomeni, jaz se bom trudil oziroma delal se bom, kot da čitam, vas bom pa prosil, da ste z mojim čitanjem prezanesljivi po odličnem govoru. Moje predhodnice verjetno ta ne bo takšen, kot bi moral biti, ampak mislim pa, da bo seveda dovolj dober. Skratka, spoštovane dame, gospodje, spoštovani nagrajenci, spoštovani slavnostni gostje, gospod minister, spoštovana slavnostna govornica, gospa predsednica Državnega zbora. Leto je naokrog in ponovno smo dočakali ta dan, naš dan. Dan, ki je v bistvu posvečen dokazovanju naše pomembnosti, dan, ki je posvečen temu, da pravzaprav se sami nekako zazremo vase in začnemo razmišljati o sebi, o svojem bistvu in o svojem delu. Odbor za podeljevanje, ta del moram malo bolj podrobno prečitati. Za podeljevanje nagrad Republike Slovenije na področju šolstva je bil imenovan v sestavi dr. Eva Klemenčič, žal si še vedno ne upam prečitati njenega drugega priimka, da res ne bi zvenelo preveč nenavadno, magister Majda Završnik Puč, pa gospe Janja Bogataj, Vlasta Sagadin, Nina Jelen, Bernarda Trstenjak, dr. Andrej Brodnjak in magister Strle kot člani in članice in Boris Aberšek kot predsednik. Strokovno in tehnična dela ter celoten postopek pa je suvereno, tako kot vedno, vodila gospa Rosanda Lenart, za kar ji gre še posebna zahvala. Mislim, da premalokrat nagrajujemo ljudi, ki stojijo za vsem tem, zato bi prosil, da ji dodelimo kratek aplavz. Leta 2021 je prispelo 18 letos, leta 2022 pa 14 vlog. Mnogi med kandidati za nagrade, ki bi si zaslužili priznanje in nagrade, a tako kot vsako leto smo tudi letos bili omejeni za količino, omejeni za tem, koliko nagrad lahko podelimo. Vendar, če nekako parafraziram eno od mojih dobrih kolegic, tudi nominacija šteje. Leta 2022 smo z ozirom na kvaliteto vseh prijav podelili vseh 11 nagrad, 5 za življenjsko delo, 6 za izjemne dosežke na področju šolstva. Pri vsaki se je kazala počasna in vztrajna menjava generacije. Še pred leti je bilo vedno dosti več prijav za izjemne dosežke. Letos smo prvič opazili ta trend
da se pojavlja vedno več kandidatov za življenjsko delo in pravzaprav pri kandidatih za življenjsko delo je potrebno še toliko bolj pozorno pogledati celoten opus, ki se je dogajal, kar pomeni, da je postalo naše delo še tako bolj zamotano. Tako smo letos podelili 2 nagradi na področju osnovnega šolstva, 2 za področje srednjega šolstva, pa 3 nagrade za višje in visoko šolstvo ter po 2 nagrade za področje posebnih potreb, 1 za področje glasbenega šolstva in 1 za področje dvojezičnega šolstva. No, danes je že tako, da pravzaprav se v družbi vedno manj strinjamo, vedno bolj smo polarizirali, vedno bolj postajajo naša prepričanja diametralna. Ampak za znanje to ne velja. Tega cenimo vsi, tega cenijo vsi, čeprav morda iz različnih, včasih tudi morda napačnih razlogov, in to je pravzaprav bilo že od nekdaj. Dokaz je naslednji star, a zelo poveden navedek, ki ga pred mnogimi leti izrekel sveti Bernardin, opat in učitelj, ki posebej prijazno osvetljuje vlogo učitelja v procesu pridobivanja znanja. So nekateri, ki hočejo znanje samo zaradi znanja, in to je prazna vedoželjnost. So nekateri, ki hočejo znanje le zato, da se bodo postavili pred ljudmi, in to je prazna slava. So nekateri, ki hočejo znanje, da bi ga prodali za denar, da bi ga prodali za čast, in to je trgovina. In so nekateri, ki hočejo znanje, da bi druge vzgajali, in to je ljubezen. In pravzaprav s temi besedami lahko zapopademo vso bistvo našega dela, vso bistvo našega razdajanja, ker če ne bi spoštovali, če ne bi ljubili svojega poklica, če ne bi želeli delati to, kar delamo, potem tudi naše delo ne bi bilo tako uspešno. No, na koncu dovolite mi, da to poročilo zaključim z željami komisije in z svojim lastnim željem in se zahvalim vsem, ki ste v tem kandidacijskem postopku sodelovali. Zahvaljujem se tako predlagateljem, zahvaljujem se kandidatom za njihovo nesebično delo in predvsem za njihov vzor, ki ga dajejo drugim kolegom. Pomembno pri vsem tem je, da pravzaprav iz malega raste veliko in kot bi v fiziki rekli, pomembno je, če želimo sprožiti neko reakcijo, nek trajen proces, potem potrebujemo kritično maso. In jaz mislim, da smo temu za vsakim letom bliže. In če na koncu rečem nekaj tudi o začetku izobraževanja in povzamem Platonove besede: če človek zanemarja učenje, bo v koncu življenja stopil hrom. Učitelji, kot ste vi, in tisti, ki se zgledujejo po vas, so zagotovilo, da ta Platonov rek, da te Platonove besede zagotovo ne bodo več veljale. Hvala za pozornost in Hvala, gospod Aberšek. Pred podelitvijo začnimo zares skoraj od začetka, od vašega začetka. Se spomnite svoje valete, obleke, vznemirjenja, morda prve ljubezni? Dovolj hudo nam bo, ko se razidemo, zatorej pojmo hura, pojmo, bilo nam je lepo, kot nikdar več ne bo, a kaj to moramo, vsak svojo pot.
obstoj. Torej pojmo hura, pojmo veselo si v slovo, dovolj hudo nam bo, ko se razidemo. Zatorej pojmo hura, pojmo, bilo nam je lepo, kot nikdar več ne bo, a kaj ko moramo, vsak svojo pot. Zbrani smo spet na večerji spominov sredi junija. Dalek so frakli, cilindri in mrtva sta profesorja. Nam pa od sreče ostal je poln prazen lokal. A vsaj ta večer pimo vsi isto mero in pojmo hura, pojmo veselo si v slovo, dovolj hudo nam bo, ko se razidemo. Zatorej pojmo hura, pojmo, bilo nam je lepo, kot nikdar več ne bo, a kaj ko moramo, vsak svojo pot. Pojmo hura, pojmo veselo si v slovo, dovolj hudo nam bo, ko se razidemo. Zatorej pojmo hura, pojmo, bilo nam je lepo, kot nikdar več ne bo, a kaj ko moramo, vsak svojo pot. Spoštovani minister za izobraževanje, znanost in šport, dr. Igor Papič, spoštovani predsednik odbora za podeljevanje nagrad Republike Slovenije v šolstvu za leto 2022, dr. Boris Aberšek, prosim, podelita visoka priznanja. Spoštovani, v predstavitvenih filmih boste slišali le povzetke obrazložitev, popolne pa so natisnjene v brošurah. Nagrado za življenjsko delo na področju osnovnega šolstva prejme Damjana Gustinčič. Damjana Gustinčič, profesorica pedagogike in sociologije, specialistka menedžmenta v izobraževanju, svojo poklicno in pedagoško pot posveča delu in napredku poučevanja v osnovni šoli. Na pedagoški in vodstveni poti je njeno vodilo slediti jasnim strokovnim ciljem. Zato intenzivno vključuje učitelje in učence v projekte, ki prinašajo šolskemu kurikulumu dodano vrednost. Njena odprtost in njeno poudarjanje pomena šole kot ene od ključnih institucij za vzgajanje in udejanjanje vrednot se kažeta predvsem v skrbi pomagati najranljivejšim skupinam. Učence in sodelavce usmerja k aktivnemu vključevanju šole v širšo skupnost, saj je šola pomemben steber kulturnega in medgeneracijskega življenja v manjšem kraju. Na svoji strokovni poti prevzema obilico aktivnosti in odgovornosti, ter svojim zgledom udejanja pogled na to, kako pomembno je biti ne le učitelj, ki živi svoje poslanstvo in ga razdaja drugim, ampak tudi organizirani usmerjevalec pedagoških procesov in razvoja znanja v šolstvu. Že od malih nog sem vedela, da bom učiteljica. Igrala sem se na vasi z večjimi otroki in vedno sem bila učiteljica, čeprav so drugi znali že pisati, jaz pa sem še le spoznavala kakšno črko. Kasneje me je res pot peljala od učiteljice do šolske svetovalne delavke in nato mlada s 30 leti sem postala ravnateljica. Vedno sem igrala na to, da tista iskrenost, zaupanje in sodelovanje so temelji, na katerih lahko gradimo kolektiv. To, da imam zelo rada otroke, je prav gotovo vidno. Saj, ko se srečam z otroki na hodniku, me objamejo in imam res z njimi pristen odnos. In zelo blizu mi je misel Seneke, da če ne vemo, kam plovemo, nam noben veter ne pomaga.
Veliko mi pomeni glasba, zelo rada pojem in tudi v društva se vključujem v okviru naše občine. Želim, da bi s svojim prispevkom se naša občina tudi bolje razvijala in bila še kakovostnejša za življenje vseh občanov in tistih, ki bodo v Divačo še prišli. Iskrene čestitke. Nagrado za izjemne dosežke na področju osnovnega šolstva prejme Nermin Bajramović. Nermin Bajramović je učitelj, ki s svojimi učenci gradi pozitiven odnos in jih zna navdušiti za učno snov. V pouk matematike vključuje širok repertoar učnih metod, delavnic, projektov in mednarodnega udejstvovanja. Svojo otroško plat kaže v večletni igrifikaciji pouka s platformo Classcraft, kjer se v virtualnem svetu prelevi v Game Masterja, ki učencem daje zadolžitve in nagrade. Primere dobre prakse rad deli s stanovskimi kolegi na mednarodnih konferencah in na svojem Nerminovem svetu. To je spletišče, ki ga je ustvaril sam, ob izbruhu epidemije in tako svoje kompetence z področja računalništva odlično vključil v pouk nadaljavo. Je soavtor interaktivnih in prosto dostopnih matematičnih učbenikov in delovnih zvezkov matematike. Že več let sodeluje z Republiškim izpitnim centrom kot pomočnik glavnega ocenjevalca pri nacionalnem preverjanju znanja iz matematike. Od leta 2021 pa kot član predmetne komisije za matematiko pri pripravi in izboru nalog za nacionalno preverjanje znanja v osnovni šoli. Sem učitelj matematike, ki želi ta univerzalni jezik približati učencem. To počnem na različne načine, skozi različne medije. Še vedno trdim, da je osnovna šola osnovna in da moramo najprej poskrbeti, da učenci znajo vse narediti konstrukcijsko, na papir, izračunati zelena tabla, bela tabla, da še na to lahko preidemo v virtualni svet oziroma računalniško tehnologijo. Skozi to epidemijo smo se sigurno naučili, da je možno jadrati tako med realnim svetom kot virtualnim svetom, ampak moramo z nogami ostati trdno na realnih tleh. Iz učilnice smo prišli na meni priljubljen kraj, to je atletska steza in nogometno igrišče. V mladosti sem igral nogomet, sedaj oziroma danes pa rad tečem. Tudi otroke spodbujam k športu. Vedno rečem, da če bodo telovadili, hodili v naravo, se sprehajali, bodo tudi možgani bolje delali in bodo tudi matematiko bolj razumeli. Iskrene čestitke. Nagrado za življenjsko delo na področju srednjega šolstva prejme Marjetka Bizjak. Marjetka Bizjak, po izobrazbi profesorica slovenščine in angleščine, je strokovnjakinja na področju srednjega šolstva. Kot ravnateljica Srednje tehniške in poklicne šole Trbovlje je skupaj s kolektivom ustvarjala spodbudno okolje za dijake in vzpostavila 3 raziskovalno-izobraževalne laboratorije. Srednja šola ima tako pod njenim izjemnim vodenjem vlogo Centra tehniškega izobraževanja v regiji.
je prepoznavna, ima ugled ter je znana po kakovosti in sledenju novostim. V lokalni skupnosti in širše se je aktivno povezovala z gospodarstvom ter delovala na številnih razvojnih, športnih, inovativnih, izobraževalnih in kulturnih področjih. Strokovno delo je udejanjala kot predsednica. Nagrajenka je bila formalno mentorica v šoli za ravnatelje in tudi neformalna mentorica ravnateljem na začetku njihove poti. Z aktivno udeležbo na številnih organiziranih srečanjih pa je pokazala, da mora biti ravnatelj zgled vseživljenjskega učenja in neprestanega izobraževanja na šoli. 40 let je dolga doba, ki pa je minila zelo hitro. 18 let poučevanja in 22 let ravnateljevanja. Kaj je bilo vodilo pri vsem tem? Spoštovanje do drugih, odnosi, komunikacija. In pa to, da je naše poslanstvo, ne glede na to, ali si učitelj ali si ravnatelj, v tem, da drugim nudiš vse, kar potrebujejo za svojo osebno in profesionalno rast. Drugim, učencem, dijakom in tudi kolegom. To se mi zdi najvažnejše. V življenju me je precej zaznamovala literatura, poezija, malce tudi moja. Jaz sem prepričana, da bo sedaj dovolj časa tudi za to, da se ponovno približam. Iskrene čestitke. Nagrado za izjemne dosežke na področju srednjega šolstva prejme Dr. Uroš Ocepek. Digitalizacija je vstopila globoko v našo družbo. Zato so mladi brez tega znanja obsojeni na slabši položaj. In da bi jih bilo v Sloveniji čim manj, si uspešno prizadeva dr. Uroš Ocepek. Nagrajenčeva uspešnost izvira iz znanja, o katerem pričajo nadpovprečna znanstvena bibliografija, številne nagrade njegovih dijakov na državnih tekmovanjih ACM Slovenija in vrsta inovacij v sodelovanju z zunanjimi deležniki. Znanje mu omogoča, da vnaša vsebine, ki so za marsikoga prej fantastika kot resničnost. Na primer, podatkovno rudarjenje, umetna inteligenca, navidezna resničnost, pa vse do interakcije človek-stroj z uporabo vmesnika za branje signalov v možganih. Kot učitelj računalništva na Srednji tehniški in poklicni šoli Trbovlje je prejel številna priznanja Gospodarske zbornice Slovenije in Zasavske gospodarske zbornice. Imenovan je bil v peterico nominirancev za naj učitelja leta in bil izbran za predstavnika Slovenije na svetovnem izboru Global Teacher Prize. Rad sem učitelj, ker spremljam dijake, kako rastejo, se razvijajo in da lahko jaz kot učitelj izkoristim njihov potencial. Zato jih dajem različne projekte, kot so obogatena resničnost, virtualna resničnost, tudi slikanje z mislimi in tisto, kar danes še ne obstaja. Tako da trudim se, da imajo vse možne variante, da izkoristijo ta potencial. Sicer pa zdi se mi tudi pomembno, da so naši dijaki razgledani, zato se povezujem z gospodarstvom, s splošnimi predmeti in gledam, kaj se danes dogaja v naši družbi. Mogoče ne veste, ampak sem tudi ljubiteljski rodoslovec, ukvarjam se torej s predniki, zanima me njihovo življenje. Zadaj vidite učiteljski zbor in ni skrivnost, da med njimi so tudi moji bivši oziroma sedanji sorodniki. Prav tako so tudi med dijaki. Zdi se mi pravilno, da dijaki poznajo svoje korenine. To je to.
Iskrene čestitke. Nagrado za življenjsko delo na področju visokega šolstva prejme Dr. Miha Boltežar. Redni profesor dr. Miha Boltežar je na področju izobraževanja o strojništvu aktiven več kot 40 let in svojim delom stalno prispeva k kakovostnim rešitvam na področju vzgoje in izobraževanja. Diplomiral, magistriral in doktoriral je na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani, a se je ves čas usposabljal tudi v tujini. S prevzemom vodenja laboratorija za dinamiko strojev in konstrukcij je začel uresničevati svojo vizijo razvoja področja strukturne dinamike na matični fakulteti, v Sloveniji in tudi širše, predvsem z uravnoteženim prepletom raziskovalnega, pedagoškega in aplikativnega dela. Pri nagrajencu sta zelo izraženi pedagoška in mentorska predanost. Je avtor prvega slovenskega učbenika na temo mehanskih nihanj. Na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani je nenehno izpopolnjeval pedagoški proces, posodobil več predmetov in prejel priznanje za kakovostno pedagoško delo. Je dolgoletni skrbnik doktorskega programa Strojništvo na Univerzi v Ljubljani in prejemnik zlate plakete Univerze v Ljubljani. Na začetku bi rad poudaril, da se dober pedagog delno tudi rodi, torej da se ne da vse priučiti. Pomembna prelomnica v karieri je bilo sredi 90-ih let enoletno raziskovalno delo na Inštitutu za raziskavo hrupa in vibracij Univerze v Southamptonu, kjer sem se srečal s stvarmi, ki jih v Sloveniji takrat še ni bilo. Konec 90-ih let sem prevzel vodenje laboratorija in učiteljsko mesto. Ves čas sem se trudil v generacijah študentov, ki so prihajale s prostovoljni seminarji, izbrati tiste, ki so želeli nekaj več. Veliko teh študentov se je v podiplomskem študiju priključilo našemu laboratoriju, tako da je število zaključenih doktoratov v tem trenutku doseglo številko 35, 10 jih je pa še v delu. Pomembno mi je tudi to, da je večji del doktorskih del povezanih z realno problematiko slovenske industrije. Ključni so pa seveda dobri sodelavci, kjer sem se ravnal po principu omogoči razcvet tistim, ki to hočejo in zmorejo. Če bi se še enkrat rodil, pa če bi bilo možno, pa bi bil tudi kmet, bi bil gozdar, pa profesor še enkrat. To smo mi. Iskrene čestitke. Nagrado za izjemne dosežke na področju visokega šolstva prejme Doktorica Sonja Rutar. Izredna profesorica doktorica Sonja Rutar je visokošolska učiteljica in raziskovalka, prodekanja za kakovost in razvoj na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem. Raziskovalno se ukvarja z zagotavljanjem participacije in inkluzije v vzgoji in izobraževanju. Strokovno je delovala najprej na področju predšolske vzgoje. Z vključevanjem v razvojno-raziskovalne projekte se je zaposlila na Pedagoškem inštitutu in zatem na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem. Sodelovala je pri razvoju mednarodnih standardov, načel in kazalnikov kakovosti ter certifikacijskega sistema na področju predšolske vzgoje in osnovnošolskega izobraževanja. Sodelovala je tudi v mednarodnem projektu, v okviru katerega je prvič v slovenskem prostoru potekalo prizadevanje za sistematično in medresorsko podprto vključevanje romskih otrok v redne oddelke vrtcev in šol. Za pedagoško, razvojno in raziskovalno delovanje doktorice Sonje Rutar je značilno, da izhaja iz prepoznavanja aktualnih razmer in situacij, ki imajo dolgoročne in strateške razsežnosti. Pri razvoju in uvajanju rešitev sodeluje z najširšim krogom sodelavcev in deležnikov. Če pomislim za nazaj, kaj me je pravzaprav celo življenje najbolj zanimalo, so to bile vedno interakcije.
Dokaj hitro sem ugotovila, da pravzaprav to izhaja iz podobe o otroku. Verjeti, da je dovolj, da ima mladostnik dostop do visokošolskega izobraževanja, je definitivno premalo. Ugotovili smo preprosto, da je treba zagotoviti mladim ljudem dostop, po drugi strani pa je seveda potrebno zagotoviti kakovost visokega šolstva. Tega ni mogoče zagotoviti, če se pravzaprav mlad človek ne počuti dobro v okolju, in ravno to je bilo pravzaprav izhodišče delovanja. Zagotoviti ustrezne interakcije, se pravi čustvene, socialne interakcije, zato da se lahko zagotovi tudi ustrezno študijsko uspešnost študentov. Pa še ena stvar, moram reči, ki je pravzaprav ključna. Dosegli smo visoko stopnjo internacionalizacije visokega šolstva, več kot 10% študentov imamo vključenih tujih študentov, in dosegli smo to, da so lahko v visokem šolstvu uspešni tudi študentje s posebnimi potrebami. Inkluzija je ne samo pojem, ki ga želimo v bistvu razvijati, pač pa je inkluzija pravzaprav pojem, ki ga na univerzah dejansko že živimo. Za sebe lahko rečem, da sem malo čudna, glede na to, da me toliko različnih stvari zanima. Zadnje čase sem bila vključena v projekte z področja umetnosti, pa sem bila vključena v projekte z področja digitalizacije, pa kakovosti visokega šolstva, ampak če dobro pomislim, kaj me nekako harmonizira, je to pravzaprav druženje s svojimi najbližjimi, ožjo in širšo družino, definitivno, in priklop na zeleno. Čestitke tudi z naše strani. Za hip si oddahnimo od svečane vznesenosti. Gospod minister, gospod predsednik, zaslužite si trenutek odmora, morda celo kontemplacije, zagotovo pa glasbenega užitka ob brezčasni skladbi Žimnopedi Erika Satija.
Naj po tem odmoru svoje z življenjem in delom zaslužene nagrade dobijo še preostali nagrajenci. Spoštovani gospod minister, gospod predsednik, vabim vaju nazaj na oder, da nadaljujemo s podelitvijo. Nagrado za izjemne dosežke na področju visokega šolstva prejme dr. Mirko Prosen. Izredni profesor dr. Mirko Prosen je visokošolski učitelj in raziskovalec na Fakulteti za vede o zdravju Univerze na Primorskem. Na področju, ki je bilo v zadnjih letih ključno za zdravje družbe kot celote in vsakega posameznika v njej. V slovenskem prostoru je med prvimi začel uvajati usposabljanja zdravstvenih delavcev, na katerih so ti pridobili znanje in se okrepili s kompetencami z področja medkulturne zdravstvene oskrbe, ter se svojim delovanjem na tem področju izobraževanja uveljavil tako doma, kot tudi v širšem evropskem prostoru. Dr. Mirko Prosen je postavil trdne temelje sistemu izobraževanja s področja kulture v zdravstvenem sistemu s poudarkom na kakovosti, celovitosti in kulturno spoštljivem izražanju zdravstvenih delavcev ter s ciljem spodbujati razvoj medkulturnih kompetenc in s tem povezanega preprečevanja neenakosti v zdravstveni obravnavi. Na ta način je dr. Mirko Prosen dosegel nekaj, kar znatno presega okvire vsakdanjosti kot izjemen in inovativen dosežek na področju izobraževanja v zdravstvu. Svojo poklicno pot sem začel v bolnišnici Postojna, kjer sem se začel srečevati s tem, da so ženske, ki prihajajo iz drugih kulturnih okolij ali pa pacientke, migrantke, imele zaradi jezikovnih barier težave pri dostopanju do zdravstvene oskrbe, do razumevanju informacij in podobno. Videl sem neenakosti v zdravju, ki so prihajale tudi zaradi tega in tudi zaradi drugih vzrokov, ki jih prinaša kultura, kot so recimo močni patriarhalni vzorci, zaradi katerih se recimo ženske niso zmogle vključevati v program vzora, recimo za presejanje raka materničnega vratu. To sem seveda poskušal v svoji praksi in kasneje in danes v izobraževanju tudi popraviti, s tem, da sem nekako začel razmišljati o tem, da pa vendarle zdravstveni delavci danes potrebujemo še neke druge vrste kompetenc in to so medkulturne kompetence, ki nam na nek način omogočajo, da poskušamo neenakosti v zdravju odpravljati. Iz tega vidika sem pripravil nekatere spremembe v programu za izobraževanje medicinskih sester, ki se mi zdi, da so pomembno prispevale k temu, da so medicinske sestre dojele tisti pojem, kaj pravzaprav kultura pomeni in kaj kultura pravzaprav pomeni v zdravstveni oskrbi. Večino svojega časa z veseljem posvetim družini, tisto, kar ostane pa moja rutina, to je jutranji tek in na koncu seveda kuharija, kuhanje, kjer se zares čisto sprostim. Iskrene čestitke. Nagrado za življenjsko delo na področju izobraževanja otrok s posebnimi potrebami prejme Jelena Horvat. Jelena Horvat je diplomirala leta 1983 na Pedagoški akademiji Univerze v Ljubljani in nato leta 2005 na Ljubljanski pedagoški fakulteti na smeri socialna pedagogika. Svojo delovno pot je najprej začela v Kazensko-poboljševalnem zavodu za mladoletnike Celje, kjer je ob teh prvih delovnih izkušnjah začrtala svojo življenjsko pot dela z ranljivo populacijo otrok in mladostnikov. Kot mlada vzgojiteljica je v strogi režim ustanove vnašala inovativne načine dela in sicer je uvajala socialno učenje, sodelovala pri vključevanju mladoletnih obsojencev v pridobivanje izobrazbe ter dejavno delovala v postrehabilitacijskem področju. V svojem poklicnem življenju je v običajni in pričakovani ustroj dela vnašala številne spremembe.
razvoj in uvedba modela socialnega učenja, delovanje in vodenje lokalne medobčinske akcijske skupine za preventivo drog, dejavno vzpostavljanje kakovostne mreže izvajalcev delovne prakse za učence s posebnimi potrebami, usmerjanje strokovnega razvoja v soustvarjanje vključujočega okolja, v katerem inkluzija oseb s posebnimi potrebami postaja običajna praksa. Vedno sem vedela, da bom učiteljica. Prve službe si nisem izbrala sama. Kot štipendistka in pripravnica sem delala z mladoletnimi obsojenci. In najpomembnejše spoznanje je bilo, kako negativne življenjske izkušnje vplivajo na nežna bitja. Kaj lahko naredim, da bo tem otrokom bolje? To me je vodilo vse moja delovna leta. Trudila sem se, da bi otrokom ustvarili okolje, kjer bi se počutili varni. In imela sem neizmerno srečo. Delala sem z ljudmi, ki so bili strokovni, ustvarjalni in pozitivno naravnani. Skupaj smo ustvarili delovno okolje, v katerem smo dosegli tudi dobre rezultate, predvsem pa nasmehe otrok, zadovoljne starše in dobro počutje nas, ki smo sodelovali in delali skupaj. Maja sem se upokojila. Več bom potovala, se učila novih stvari, gibala in poglobila svoje znanje someljerja. Za vse bom imela več časa. Najpomembnejša pa sta dva nagajiva, živahna 4-letnika, ki ne dasta niti minute časa. Iskrene čestitke. Nagrado za izjemne dosežke na področju izobraževanja otrok s posebnimi potrebami prejme Osnovna šola Milke Šobar Nataše Črnomelj. Osnovno šolo Milke Šobar Nataše v Črnomlju obiskujejo učenci s posebnimi potrebami iz Bele krajine, ki so vključeni v prilagojeni program z nižjimi izobraževalnimi standardi ali v posebni program. V šoli poleg redne vzgojno-izobraževalne dejavnosti izvajajo tudi druge dejavnosti, kot so mobilna služba, logopedske obravnave in svetovalnica. Pomembno so razširili diagnostično in terapevtsko delo z otroki, nadgradili podporo svetovanjem staršem in drugim strokovnim delavcem vrtcev in šol ter razvili nove oblike pomoči učencem po končani osnovni šoli z oporo pri prehodu v nadaljnje izobraževanje in na trg dela. Kakovostno in strokovno delo šole je prepoznano tudi v lokalni skupnosti. Šola ima izjemen čut za otroke iz ranljivih skupin, kjer je posebej treba poudariti in pohvaliti delo z učenci Romi. Šola dejavno sodeluje v številnih projektih, tako na državni kot mednarodni ravni. Na šoli skrbimo za otroke s posebnimi potrebami, skušamo jim zagotoviti čim boljše pogoje za delo, ker se zavedamo, da prihajajo iz socialno šibkega okolja in s tem nimajo enakih možnosti kot ostali učenci. Zato skušamo narediti vse, da jim je naša šola drugi dom. Otrokom nudimo smučanja, sankanja, obiske sosednjih šol, tako na Hrvaškem kot v Bosni in Hercegovini. Zavedamo se namreč, da bodo učenci le redko kdaj obiskali tujino. Sem aktiven na številnih področjih. Moje najljubše področje je smučanje, tako lahko s ponosom povem, da sem v lanskem šolskem letu naučil smučati 6 naših učencev, ki so Romi.
Iskrene čestitke. Nagrado je prevzel zdaj vršilec dolžnosti, prej dolgoletni ravnatelj, gospod Matjaž Barič. Nagrado za izjemne dosežke na področju glasbenega šolstva prejme magister Ivan Florjanc. Magister Ivan Florjanc je po končanem dodiplomskem študiju na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani odšel na izobraževanje v Rim, na Papeški inštitut za sakralno glasbo, kjer je še drugič diplomiral ter nato magisteriral. Po dokončanju študija se je udeležil tudi številnih mojstrskih tečajev. Kmalu je začel poučevati na drugi od svojih alma mater, na Papeškem inštitutu za sakralno glasbo, kjer je bil ob prelomu tisočletja izvoljen v naziv rednega profesorja. Ob približno istem času je dobil mesto visokošolskega učitelja na svoji prvi alma mater, na Akademiji za glasbo Univerze v Ljubljani. O pedagoškem delu so pomembni tudi njegov skladateljski opus, raziskovalno delo in delo v brezštevilnih strokovnih žirijah in komisijah od Akademije do Evrope. Poudariti je treba tudi njegovo vlogo v nacionalnih strokovnih telesih za glasbeno šolstvo. V tujini pridobljene izkušnje je izkoristil ob bolonjski prenovi študija na Akademiji. Zlasti poseben je njegov pečat v okviru dela na oddelku za sakralno glasbo. Priznanje in krogla vedno trofita napačnega. To bi rekel predvsem zato, ker tukaj zdaj to priznanje, ki se imenuje na moje ime, priimek, kot me je oče prijavil, bi moralo dejansko veljati na vsej 500, ki so v vsej prenovi glasbenega šolstva sodelovali. Moralo bi tudi ga dobiti vsi učitelji, ki v glasbenem šolstvu delujejo, kajti glasbeno šolstvo pri nas v Sloveniji že ves čas, pa tudi so uspeli ga pripeti na tako imenovan proračun, deluje po sistemu vzporednega glasbenega izobraževanja, vzporednega izobraževalnega sistema. Pitagora, Platon so že vedeli o učinkih glasbe. Danes imamo, vsem po letu 2000, po letu 2010 imamo na tone že raziskav, ki pa dokažejo, da je glasba tista, ki najbolj globoko seže direktno v amigdalo, brez trkanja na vrata. Želim si, da bi vzel enkrat, da bi imel čas za pipo, se usesti pred čebelnjak, pa gledati tudi vinograd, kar sem delal kot otrok. Krave ne bi pasel, kar sem delal že 4 leta pa pol star, ker je pač oče zgodaj umrl in sem moral biti prvi najstarejši, da sem dal eno roko preživetju družine, kjer smo bili mama, brat pa jaz, da smo to spravili, dokler ni prišel očim dati še eno roko. Iskrene čestitke. Nagrado za življenjsko delo na področju dvojezičnega šolstva prejme Štefan Ištvan Varga. Poklicna pot Štefana Ištvana Varge se je začela leta 1980, ko se je kot predmetni učitelj zgodovine in geografije zaposlil na dvojezični osnovni šoli Genterovci. Po 6-letnem obdobju poučevanja je postal najprej vršilec dolžnosti ravnatelja, leto zatem pa ravnatelj te šole. Ko so se v 90-ih letih prejšnjega stoletja pojavile težnje po njeni ukinitvi, je vztrajal pri viziji za ohranitev šole in smiselnosti delovanja vzgojno-izobraževalne ustanove na občutljivem dvojezičnem območju. Uspelo mu je izvesti obnovo in dograditev šole ter s tem omogočiti njen nadaljnji razvoj.
Štefan Ištvan Varga je ves čas dejaven na področju oblikovanja politike dvojezičnega šolstva. Ključno je prispeval k njeni vsebinski prenovi. Štefan Ištvan Varga je zelo aktiven tudi na lokalni ravni. Svoje znanje in čas namenja delovanju v različnih organih lokalne skupnosti in svetih zavodov, hkrati je tudi uradni izvedenec upravne enote Lendava za sklepanje zakonske zveze v slovenskem in madžarskem jeziku. Kot pripadnik madžarske narodne skupnosti sem iskreno vesel, da živim v Sloveniji, v državi, katera zagotavlja avtohtoni narodni skupnosti, poslanca v parlamentu, delegata imamo tudi v strokovnem svetu za splošno izobraževanje, lahko sodelujemo tudi v projektih, kot je 9letka in celo pri pisanju Bele knjige smo lahko sodelovali. Tako danes na dvojezičnem področju deluje sodobna evropska dvojezična šola v evropskem duhu. Ta šola omogoča učencem, da lahko v vsakem trenutku pri dvojezičnem pouku se vključujejo v svojem maternem jeziku. Učenje madžarskega jezika pa poteka diferencirano na prvem ali državnem nivoju, na jeziku okolja, v srednji šoli pa celo na 3. nivoju. Evropsko lice kaže ta model v tem, in na to sem zelo ponosen, da v zadnjih 10 letih se je vpisalo na dvojezično osnovno šolo okoli 100 učencev in to pomeni, da približno bi lahko rekli, vsaki 10. učenec prihaja iz Republike Madžarske, kjer starši smatrajo naš model šolstva za nadstandard, iz lastnih stroškov financirajo prevoze in so pripravljeni se učiti slovenski jezik po programu dvojezične šole. Ob šolskem strokovnem delu in po mnogih sejah je najlepše se sprostiti v vinogradu. Še malo lepši del dela je kletarjenje. Špica, oziroma najlepši del, je pa videti vesele in zadovoljne obraze ob degustaciji vina. Iskrene čestitke. Spoštovani, najvišje nagrade v šolstvu za leto 2022 so podeljene. Spoštovani minister, spoštovani gospod predsednik odbora, najlepša hvala. Spoštovane nagrajenke, spoštovani nagrajenci, svojim delom ste dramilo in vabilo, vzor in trden temelj novim učiteljicam in učiteljem. Povejte jim, da res morda ni težjega, pa tudi lepšega poklica ne. Z glasbo, ki se dotika začetka in konca in je kot življenje samo, podoživite vse lepo svojega poklica.
Prav je in spodobi se, da dobijo svoj glas tudi cenjeni nagrajenci. V njihovem imenu nam bo spregovoril magister Ivan Florjanc. Naprošen sem bil za besedo zahvale, ampak najprej bi se zahvalil študentom Akademije za glasbo. Malo smo se postarali. Spoštovani slavnostni zbor, naprošen sem, da spregovorim par besed v znak zahvale v imenu nagrajencev, ki pripadamo najrazličnejšim področjem vzgoje in izobraževanja, kot smo res lepo videli. Dovolite, da kot izhodišče podelim z vami prvo misel, ki se mi je poleg presenečenja zaiskrila v obliki tistega malo hudomišljenega izreka, ste ga že slišali prej, ki pravi, da krogla in priznanje zadaneta vedno nepravega. Menil sem, da bi priznanje moralo zadeti, vsaj v mojem primeru, marsikoga od tistih, ali morda kar vse, ki so bili in so še vedno soudeleženi pri delu na področju naše vzgoje in izobraževanja. Gre za pravo mravljišče predanih učiteljev v raznih delovnih skupinah, predvsem pa tistih, ki so znali bistvo perečih vprašanj, ki jih je bilo potrebno rešiti. Zahvala za to najprej vsem njim v imenu nas, ki pravzaprav predstavljamo vse kolegice in kolege na vseh treh stopnjah, s katerimi smo pri našem delu v tesni navezi. Biti učitelj ni služba, je poklic oziroma poklicanost, ki jo lahko najustrezneje razumemo kot plemenito obliko podaljška starševstva. Modri in iskrivo hudomušni Sokrat je svojo podobno vlogo, lahko bi jo danes izrazili kot učitelja vseživljenjskega učenja. Po ulicah je učil kogarkoli je srečal. Poimenoval kar po poklicu svoje matere Fenarente, bila je namreč babica. Sokratov, danes učeno zveneči izraz, majevtika oziroma majevtika tekne, kot je on imenoval, ki označuje njegovo pedagoško metodo, bi po slovensko izrazili kot babiška umetnost. Sebe je namreč Sokrat razglašal, da je podoben babicam. Ni si domišljal, da bi lahko sam proizvajal ali drugim vlival resnico. Nasprotno, ta tisočletni vzor učitelja je zavestno hotel biti le v vlogi pomočnika pri rojevanju resnice, v brstiču svojega sogovornika, učenca, da jo je lahko v samem sebi odkrival oziroma jo rojeval v svoji duši. Zato ni zapustil za sabo nič zapisanega, kajti za babiško didaktično metodo ni mogoče napisati ne priročnika in še manj pravilnikov. Od modrega Sokrata naprej, seveda zahvaljujoč zapisom učenca Platona, in vse do praga razsvetljenstva, ko smo se v Evropi in tudi v svetu postavili v nekoliko ošabnejšo držo, kot da že vnaprej vse vemo, je veljala Sokratova metoda vprašanj odgovorov, učenec je spraševal, učitelj odgovarjal. In obratno. Oba sta bila namreč sopotnika, tovariša
Nosila sta namreč isti skupen tovor, saj ju je družila ista pot odkrivanja tistega neznanega izza stvari, kot nakazuje lepa tujka metoda, grško meta hodos, ker gre za pot, ki pelje tja izza, saj so bistva stvari očem skrita. Če danes govorimo o krizi šolstva, ali ni to zato, ker smo se postavili v držo tistega, ki ve, kaj in koliko mora učenec imeti natrpanega v glavi? V tej in še v marsikateri šoli zato vlada pravilo, mislim na Sokratovo šolo. Najprej prisluhniti in slišati resnična vprašanja. Katera vprašanja so resnična? So tista, ki spadajo ne na področje stanja, marveč dogajanja. To je tista, ki se zgodijo na poti sopotniškega tovarištva, učitelja in učenca. Ni možno najti in dati odgovorov, če nismo prej prepoznali srčike vprašanja. Učiteljevo življenjsko in metodološko pravilo bi bilo zato poizkusi iskanja odgovorov na učenčeva resnična vprašanja ali izraženo malo skromneje, nakazati vsaj smer, na kateri iskati resnična vprašanja, ki bodo lahko rodila resnične odgovore. Kot nas je učil modri Sokrat, smo vsi, učenci in učitelji, nenehno v aporiji, to je v zagati, zadregi, v negotovosti, v stiski, metodo, ki je Sokrat rad uporabljal, da je svojega sogovornika spravil v zadrego. Nobeno vprašanje na katerem koli učiteljskem področju ni nikoli zgolj teoretične narave, marveč vsebuje vedno tudi pedagoško razsežnost. Na tej poti vprašanj, zadrege, odgovorov nista ne učitelj, ne učenec lastnika resnice, marveč je vsakdo od obeh pri njej soudeležen. Verjamemo, da ste člani komisije in še prej naši predlagatelji zaznali, da je znotraj naporov in opravljenega dela, ki ga naša prisotnost in vaš izbor nakazujejo, nešteto hodcev sopotnikov, ki so iskali resnična vprašanja, na katera so tudi skupaj z nami skušali iskati in najti resnične odgovore. Slovensko šolstvo v vseh oblikah in na vseh nivojih, vključno z glasbenim, vzporednim izobraževanjem, unikum v Evropi in tudi v svetu, v pravem pomenu besede prvenstveno ni zgolj nek organizacijski sistem, marveč je živ organizem, mravljišče ali, če hočete, čebeljak živih bitij s starševskim žarom na vseh treh stopnjah izobraževanja in v smislu povedanega predvsem tudi vzgoje, kar se nasploh pa tudi v Sloveniji rado pozablja. Hvala, ker ste to zaznali in javno povedali. Hvala predvsem v imenu vseh nas tukaj, ki pravzaprav simboliziramo le vse tiste neimenovane, ki so v naših priznanjih nevidno in morda celo nevede prisotni. Iskrena hvala. Najlepša hvala, spoštovani gospod Florjanc. Spoštovani nagrajenci in nagrajenke,
izkušeni in preizkušeni v svojem poklicu. Dovolite nama simpatično šaljivko zamejskega pesnika Marka Kravosa kot uvid in preseg generacij in časov v najbolj prvinski prispodobi. Nekoč ni bilo juhe brez peteršilja. Zdaj pa je čas brez okusa. Digitalna doba. Knjiga brez peteršilja je sublimacija meta jezika. Dišavna vrtnina je postala okus srednjega veka. Peteršilj v moji pesmi. Bio in eko kot Ana Roš. Umno in odgovorno. Raje manj mesa na stara leta. Čeprav ste v delu izpolnjeni in nagrajeni, verjamem, da vam ne zmanjka hrepenenja. Zato je naslednja pesem, ki jo bo zapela Saša Lešnjek, prav za vas. Zapuščam sivi svet sedanjosti. V sininah je moj dom brez težnosti in kot predihu sam meja ni več. Leteti mi je všeč. Kakor drobna ptica, srce spomladi poleti. Radostnega lica, verjamem, da mladost slovi. Na krilih hrepenenja uživanju letenja. Vse neresnično je, sproščeno diham spet svobode von. Zdaj vem, da bi lahko se dala zanj in čutim, da živim kot si želim. Da živim kot si želim in nič me ne ovira in nič me ne ubija. Svobodna sem, Drage nagrajenke in nagrajenci, iskrene čestitke tudi v najinem imenu. Upava, da vam bo nocojšnja prireditev ostala v trajnem spominu, saj je spomin ključni del vaše samobitnosti.
Iz njega se napaja vse presežno, kar boste še ustvarili na svoji življenjski in poklicni poti. Po pesmi, ki slavi ljubezen, pa vas vljudno vabimo na druženje ob vsem, kar skrbi za blagor duše in telesa. Srečno! Rekel je poet, da bo fant, ki je prepeval le o dobrih ljudeh, lepih rečeh. Bil ljubezni je glasnik, nosil srečo je ljudem in zanje živel. Zanje je pel, ljubi, 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 ljubi vse ljudi, slej ko prej boš ljubljen tudi ti. Ljubi, 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 glej, kako gori tvoje srce. Ljubi, 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 ogenj plameni, slej ko prej zajel bo vse ljudi. Ljubi, 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 glej, kako je lep zdaj ta naš svet. Rekel je vojak, da bo nekdo, ki njegovih pesmi ni razumel, ni hotel, on pa bil je le poet. Zdaj ga ni, vendar njegova pesem živi. Pojmo vsi, ljubi, 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 ljubi vse ljudi, slej ko prej boš ljubljen tudi ti. Ljubi, 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 glej, kako gori tvoje srce. Ljubi, 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 ogenj plameni, slej ko prej zajel bo vse ljudi. Ljubi, 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 glej, kako je lep zdaj ta naš svet. Ljubi, 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 ljubi vse ljudi, slej ko prej boš ljubljen tudi ti. Ljubi, 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 glej, kako gori tvoje srce. Ljubi, 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 ogenj plameni, slej ko prej zajel bo vse ljudi. Ljubi, 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 glej, kako je lep zdaj ta naš Hvala lepa.